Velikokrat se podim za navidez neumnimi dosežki. Nazadnje je bil to svetovni rekord v številu sestavljenih Rubikovih kock pod vodo z enim vdihom. Ni mi uspelo, sem bil pa kar blizu. Že nekaj časa recitiram decimalke števila pi na pamet, pred kratkim sem se za predstavo naučil na pamet Hamleta, celo knjigo po straneh, jeseni bi se rad v 3 mesecih naučil tekoče švedsko, pa še kakšen izziv imam tu pa tam ob strani. Mogoče se vam zdi, ko to poslušate, da sem obseden z doseganjem ciljev, ki se zdijo nemogoči. Mogoče malo tudi sem, ampak to zame ni bistveno. V tem videu, ki bo malo drugačen kot moji prejšnji videi, bi rad do vas spravil eno moje temeljno načelo, ker mogoče vam da misliti. Veliko razmišljam o odnosu samega sebe do sebe. In imam to srečo, da me vse stvari, s katerimi se v življenju ukvarjam, nekako vedno peljajo po tej poti. Igralska Biblija, ena od igralskih Biblij, recimo, je podnaslovljena z delo s seboj, med ustvarjalnim procesom doživljanja. Ampak tudi v življenju večino časa preživimo sami s sabo. Tudi največ kritičnih, napetih situacij se zgodi v tem dialogu. Mene z mano. Ja. Zato bi bilo dobro, če bi bili tega dialoga vešči. Če bi znali delati sami s sabo. In tukaj se začne žurka. Čeprav vem, da to ni čist res, vseeno verjamem, da lahko vsak izmed nas doseže tisto, kar si zastavi, za kar se odloči. Sam to si je nekako treba dopovedati. Jaz recimo velikokrat ne verjamem sam v sebi, da mi bo nekaj uspelo. Še več, ponavadi sem sam sebi največja ovira. Zato, ker si govorim, da je to brez veze, da sem jaz brez veze, da sem nesposoben in tako naprej. Ampak z leti in s kopico neumnih podvigov sem se naučil, da mi lahko rata. Tako sem videl, da je ta rušilna perspektiva, ki mi ves čas govori negativne stvari, tudi samo ena izmed njih. Pa še to precej brezvezna, neumna. Vem, da sem sposoben samega sebe pripeljati do cilja, ki se mi je prej zdel nemogoč. In če sem to najprej počel z decimalkami ali pa z žongliranjem ali pa z zadrževanjem sape, zdaj to isto logiko prenašam na druga področja. V poklicno pot recimo. Zaupam samemu sebi. A vidite, zakaj zdaj to postane zanimivo? Kar naenkrat žogice niso več žogice in obupovanje nad novim trikom postane ovira, na katero naletim, medtem ko gradim samostojno poklicno pot. Recimo. Dobro, vse rože so cele. Zdaj pa pridemo do mojega sklepa. Med korono sem precej premišljeval in odločil sem se. A naj opustim ta rekord s kockami pod vodo. To je ena izmed njih. Lahko bi ga. Nič tazga me ne veže na ta rekord, sem pa izrazito navezan na sposobnost vztrajanja. Vem, da znam vztrajati. Vem, da je to velikokrat ključ do cilja in verjamem, da so vsi naši cilji v dosegu naših odločitev. In to si hočem spet dokazati. Zato sem se odločil, da bom ponovno poskusil podreti Guinnessov rekord v številu sestavljenih Rubikovih kock pod vodo z enim vdihom. Projekt Rekord se vrača! Tokrat precej drugače kot nazadnje, spremenil sem svoje pristope, čist drugače treniram, ampak več o tem vam povem naslednjič. Naročite se, če se še niste, in se vidimo!